Dober dan v naši poletni oddaji za zdravje. Danes jo začenjamo v Kalčku, kjer smo izvedeli veliko zanimivega o mleku in mlečnih izdelkih. Seveda je z nami Jelena Dimitrijevič. Jelena, danes bomo govorili o mleku. Kaj pravzaprav mleko je? Res je. Mleko v bistvu je ena čudovita tekočina, zelo, zelo hranilna, ampak seveda, če govorimo o materinem mleku, ki je primerno za človeka, potem pa imamo tudi druge vrste mlek, ki jih ponavadi ljudje tudi uživajo, čeprav ga ne potrebujejo. Mleko vsebuje predvsem vodo, ampak tudi druge koristne snovi, kot recimo kakovostne maščobe, omega 3, predvsem govorimo zdaj v materinem mleku. Potem zelo malo beljakovin, tam 1 do 1,5%, različne minerale, vitamine, ki so ključni za normalno rast in razvoj. In tukaj bi res poudarila to razliko med materinim mlekom, pa med ponavadi uživajo ljudje kravje mleko ali izdelki iz kravjega mleka, pa tudi kakšnega kozjega, ovčjega, ki je dejansko namenjeno tem mladičkom ali teličkom, kozličkom, jagenjčki uživajo tako od ovce mleko, tako da v bistvu so tudi formule popolnoma drugačne. Se pravi, v materinem mleku ni tako veliko beljakovin in so tiste beljakovine, ki so lahko prebavljive, albuminske beljakovine, poleg tega pa vsebuje pravilno razmerje med kalcijem, med fosforjem, zadostno količino tudi omega 3, ker v bistvu človek oziroma dojenček, ko se razvija, se prvo možgani razvijajo, največ se možgani razvijajo. In to je ta ključna razlika med recimo kravjim mlekom, ki je narejeno tako, da se teliček zelo hitro razvija v tem fizičnem smislu, kosti, mišice. Poleg tega pa vsebuje samo kravje mleko veliko te klasične mlečne beljakovine, ki je kazein, ki je zelo težko prebavljiva za nas, za človeka na splošno, pa še to laktozo, ki je sicer tudi vsebuje materino mleko, ampak v taki obliki, ki je za samega dojenčka res sprejemljiva. Pa so katere zdravstvene težave povezane z uživanjem mleka in mlečnih izdelkov? Ja, vsekakor. Prav zaradi tega, ker mi izgubljamo dva ključna encima, to sta za predelavo mlečnega sladkorja laktoze, to je encim laktaza, in potem za predelavo kazeina, to je rinil encim. In če tega ni več potrebe, recimo, da se nasplošno prehranjujemo z mlekom, če smo že odrasli, potem teh encimov ni in potem, ko se ta hrana oziroma ta živila ne predelujejo dobro, potem imamo različne težave. Predvsem se kažejo recimo tudi pri dojenčkih težave z diabetesom tipa 1, zaradi tega, ker ta mlečna beljakovina se ne predela dobro, telo je nekako prepozna tudi, ker so podobne kot naše beta celice v trebušni slinavki in jih uniči, nastane tudi avtoimuna bolezen in se inzulin ne more izločati, pa tudi diabetes tipa 2, različni tipi raka, posebej recimo pri moških ta rak prostate, zaradi visoke prisotnosti inzulinu podobnega hormona, rastnega hormona IGF-1, ki povzroča to razraščanje rakastih celic, potem srčno-žilne bolezni, največ recimo tega negativnega vpliva je na tem področju, potem tudi različne prebavne težave, zaprtje dosti pogosto, če imamo tudi težave s predelovanjem mleka, mlečnih izdelkov, alergije, intolerance so dosti pogoste, posebej to poznamo najbrž to laktozno intoleranco, ampak so marsikatere tudi druge stvari, različni izpuščaji, reakcije na splošno organizma na ta živila, ker, kot sem že prej omenila, niso po sami formuli najbolj idealno narejena za naše telo, posebej so pri tem procesu predelave oziroma prebave in presnove obremenjena naša jetra, pa posledično tudi vsi drugi organi. Največ se tudi kaže recimo na tem predelu pljuč, kjer se ustvarja, ko užijemo mleko, mlečne izdelke, veliko sluzi. Ta sluz pa pol obremenjuje tudi naša pljuča, pa se to kaže recimo kot pojav bronhialne astme na splošno, recimo sinusitisa, pol smo velikokrat prehlajeni in tako naprej, imamo različne težave tega tipa. To bo zelo zanimiva informacija za mnoge naše gledalce in zdaj jih bo zanimalo, lahko s čim nadomestijo to kravje mleko? Ja, seveda, danes to definitivno ni velika težava, ker kot že vidimo na tej mizici, je veliko različnih rastlinskih napitkov, ki nam zamenjajo mleko. Se pravi, tudi če se marsikdo sprašuje, ne samo zaradi beljakovin, ampak ponavadi povejo, ja, kako bom kalcij nadomestil, ne? Ampak kalcij v mleku je tudi velik problem zaradi tega, ker se vezan je tudi za ta kazein in ga spet naše telo ne more pravilno izkoristiti, zaradi tega imamo to zamenjavo. V samih rastlinskih mlekih je lahko dosti kalcija,
pa lahko nadomestimo recimo tudi samo prehrano, ker vemo, da kalcija pa tega, ki se dobro in lahko absorbira, imamo v zeleni listnati zelenjavi, v različnih oreških, semenih, stročnicah, tako da tukaj ni težave, kar se tiče kalcija, če jih to slučajno skrbi. Lahko pa so prav tudi tiste, ki jih kupimo v trgovini, iz različnih semen, oreškov, žit, narejeni napitki. Lahko recimo, ne vem, namesto sira je tukaj kakšen sojin sirček, lahko se delajo stvari recimo iz kokosa, veliko, tudi kakšen kefir, kokosov kefir, ali recimo, ne vem, iz soje veliko izdelkov kot kakšni jogurti in tako naprej. Tako da v sami trgovini, tudi če pride v trgovino, bo našli veliko izbire, veliko zamenjav. Poleg tega pa vem, da marsikomu predstavlja problem tudi sir. Tudi obstajajo te opcije, veganske opcije, sira, zamenjava za klasičen sir. Sir je velik problem, predvsem zaradi tega, ker mleko, mlečni izdelki vsebujejo morfinu podobne snovi, se imenujejo kazomorfini, ki tudi povzročajo odvisnost, kemično se aktivira dopaminski sistem v naših možganih, ki povzroča to ugodje. Zaradi tega marsikomu težko se odreči siru oziroma da ne bom več užival sira. Ampak vse se to da, pravim, danes imamo toliko zamenjav, tako da tudi, če pride v trgovino, lahko vprašajo prodajalke in bojo povedali, kakšne so opcije.